grejo vse snovi, ki jih mi damo na lasišče, direktno v krvni sistem. Direktno v 26 sekundah. In naše telo mora to vse potem prečistiti, a ne? In v laseh je pa vse, tukaj nič ne moramo skriti, sprav, kaj smo jedli, kaj smo pili, kakšne zdravila smo jemali. Verjetno so lasje zaradi tega tudi tak simbol lepote. Z lasmi se mi poistovetimo. Jaz točno vem, ne, kadar ženska res hoče neko drastično razliko, vem, da se nekaj dogaja. Ne vem, pomirjujoče videti, da obstajajo rešitve, ki ne škodujejo na koncu niti okolju, niti nam. Ja, izvoli, na en prst, tako jo vsi videli, da evo, sem pogumna. Ste kdaj prešteli, koliko izdelkov uporabljate vsak dan? Raziskave kažejo, da jih od 12 do 16, potem če vzamemo neko povprečje 10, če ima vsak izdelek približno 20 sestavin, je to lahko že 200 kemikalij na dan. Obstajajo aplikacije, ki preverjajo, kako strupeni so izdelki, samo poskenirate izdelek in vam pokaže, ali je varen za uporabo ali ne. Danes bom jaz svojo barvo za lase mogoče celo probala. Z mano je namreč ustanoviteljica etnobotanike Sonja in skupaj bova predelali vse od zdravja lasišča pa do masaže, do barv sintetičnih in se celo pobarvani. Tako da ja, jaz se zelo, zelo veselim in verjamem, da bo to ogromen doprinos tudi za marsikatero žensko, pa tudi moške, ker bova naslovile tudi plešavost, izpadanje las, tako da ostanite z nama. Tako da Sonja, hvala še enkrat, da ste si vzela čas in jaz bi v bistvu prvo vprašanje kar začela. Kako se je začela sploh zgodba, zakaj etnobotanika? Ja, moja zgodba se je začela pravzaprav z mojimi prvimi sivčki. Jaz nikoli se nisem barvala s sintetičnimi barvami za lase in zato sem bila vajena, da moji lasje, ko jih posušim, stojijo naravno, da lepo stojijo, da ne štrlijo in da so mehki in da so svetleči. No, in potem, ko sem začela siveti, sivenje sem podedovala po mojem očetu in seveda sem najprej sivela tukaj od spredaj po moško. In ker imam tudi rast las na ta način, da se ta potem sivina zelo hitro vidi, sem bila prisiljena se začeti barvati in sicer s sintetičnimi barvami za lase. Nato sem po parih barvanjih ugotovila, da moji lasje niso več to, kar so bili. Da so suhi, krepasti, ne morem jih več tako lepo oblikovati, kot sem jih lahko prej, ko se nisem barvala. In takrat, v tistem času, so se pojavili tudi prvi članki o škodljivosti sintetičnih barv za lase. In sicer študija, ki je izšla v neki nemški reviji, in ta študija je kazala na povezanost sintetičnih barv za lase in rakom na mehurju in ledvicah. Ker gre po ajurvedi meridian za mehur in ledvice, gre tako po skalpu, a ne. No, in seveda to je mene spodbudilo, da začnem iskati nekaj naravnega. In ko sem prvič slišala besedico kana, je v meni noter nekaj zaigralo. V tistem trenutku je bilo meni, to je to, a ne. In potem sem začela raziskovati. Šla sem tudi v Jordanijo, ker tukaj v Sloveniji takrat ni bilo za dobiti prave kane. Tudi malo kdo je vedel, kaj pravzaprav kana je. Nekateri so rekli, ja, to je ljubje drevesa, eni so rekli, to je neka glina, a ne, in tako noben ni vedel pravzaprav. Eni so mislili, da je to ta rastlina kana, ki jo mi gojimo na vrtovih in nam poleti lepo cveti, a ne, ampak daleč od tega. Tako da jaz sem potem po raziskovanju ugotovila, da kano že tisočletja uporabljajo predvsem v arabski kulturi. Imela sem ene prijatelje in poslovne sodelavce v Jordaniji, in potem sem jim pisala in so rekli, ja, Sonja, ko boš prišla na obisk, ti bomo vse to razložili in pokazali.
No, tako da ob tem mojem prvem obisku so me poslali do njihovih žensk, ker to je domena žensk, a ne, tam je ločen ženski in moški svet. In potem sem jaz videla te njihove lase, te njihove poslikave po koži, to njihovo, to se pravi, kaj skana v njihovi kulturi sploh pomeni, da je to posebna rastlina, s katero izkazujejo čustva, s katerimi privabljajo, bom rekla, srečno, usodo, ki je dobra, a ne, da se branijo pred zlom s temi poslikavami, da jo uporabljajo tudi za zdravljenje, a ne, predvsem za zdravljenje poškodb kože ali pa kakšne kožne bolezni, pa tudi hladijo glave malim otrokom in starejšim, da ne dobijo sončarice, a ne. No, in potem jaz vsa navdušena, tam sem dobila 1 kilo kane, pridem v Slovenijo, grem do moje frizerke in rečem: "Veš, Tanja, jaz se ne bom več barvala s sintetičnimi barvami, jaz se bom barvala s kano." In ona me tako najprej malo gleda, ne, pa pravi: "Sonja, veš, v frizerskih krogih pa kana ni prav na dobrem glasu, a ne." In mi začne pač razlagati, kakšne zgodbice se med frizerji pojavljajo, a ne, da kana stopi lase, da kana, če se pobarvaš s kano, dobiš neko zeleno barvo las, da zapre las, da ti bojo lasje odpadli in tako, a ne. In spet ta moj notranji glas je govoril: "Sonja, to ni res, saj si videla, a ne, tukaj nekaj smrdi, tukaj nekaj ne štima." No, in potem sem rekla: "Veš kaj, jaz bom probala, slabše tako ali tako ne more biti, kot je." In res, z vsakim mojim barvanjem las s kano so bili moji lasje lepši, lepši in lepši. In še ena stvar se je dogodila, do takrat sem jaz imela relativno kratke lase. Prvič zato, ker greš skozi ta obdobje materinstva in imaš veliko dela in nimaš časa zase in potem ti je najlažje imeti kratke lase. Kasneje, ko sem hotela puščati dolge lase, pa nikakor nisem zdržala tistega obdobja, a ne, tega preraščanja iz, ne vem, kratkih las do srednje dolgih las in tako naprej. Ampak z uporabo kane je pa to takole se zgodilo, ne. Ker mi je kana tudi povzročila hitrejšo rast las. No, in seveda potem je tudi moja frizerka videla, da to, kar se govori v frizerskih krogih, ni čista resnica, in smo začeli raziskovati. Meni ta kontrast, a ne, med arabskim svetom, kjer je bila kana ta sveta rastlina, tako rekoč, in zahodnim svetom, kjer pa je bila praktično za v smeti, ne, to mi ni dalo mira. Ni mi dalo mira in potem sem, kadar sem imela kaj časa, sem brskala po internetu in tako. No, in potem sem enega večera našla knjigo od Catherine Jones, Američanke. Ona je akademska slikarka, zdaj je žal že pokojna. Njo je tudi kana fascinirala in jo je poklicala, ampak za poslikavo po koži, ne za barvanje las. Barvanje las je bil potem njen naslednji korak. No, in ona je napisala knjigo Kana za lase in kako jo uporabljati. In v tej knjigi je opisala, zakaj se v frizerskih krogih tako govori, a ne, o kani. Zakaj? Stvar je v tem, da pred izumom peroksida, to se pravi malo po letu 1900, ko sta ustanovitelja sedanjega L'Oreala odkrila peroksid. In to je bilo revolucija v modni industriji, zato ker do takrat ni bilo možno svetliti las. In edina barva, ki je prekrivala sive lase, do takrat je bila kana. Kano so pa k nam na zahod pripeljali Angleži, ker so bili kolonialisti
Indije in tega arabskega sveta. In seveda ti upravitelji teh področij so tam živeli s svojimi družinami in žene so šle pač v družbo z lokalnimi ženskami in tam so spoznale kano in so se začele barvati s kano in potem so to prenesle na zahod in tako je, bom rekla, do leta 1900 je barvanje s kano bilo zelo modno, vse filmske igralke v Ameriki so se barvale s kano, a ne, tako da kana je bila edino barvilo, ki je lahko prekrilo sive lase. No, potem z odkritjem peroksida, ko so se lasje lahko osvetlili, je pa začela, pač prodaja kane je začela upadati, a ne, ker so se pojavile sintetične barve za lase. In trgovci s kano, a ne, da bi zadržali ta svoj tržni delež, so začeli kani dodajati različne kemikalije, da bi jo naredili uporabno tako, a ne, kot pa so sintetične barve za lase. Seveda ta bitka je bila pač ne takoj na kratki rok, ampak na dolgi rok izgubljena. Pojavile so se pa potem te neljube reakcije, takrat, ko so ženske, ki so se prej barvale kot s kano, pa v tej kani so bile različne tudi kemikalije noter, pa različni dodatki, in so se potem začele barvati sintetičnimi barvami in je prišlo do reakcije med peroksidom in tistimi kemičnimi dodatki, ki so jih dajali v kanin prah. Ampak ti tega ne moreš vedeti, dokler časa ne narediš analize, a ne? No, in seveda v tej frizerski industriji se ogromno denarja vrti. In je bilo par takih pač neljubih dogodkov, takoj uporabljenih za antikampanjo, ne, proti kani, ne. No, in takrat, ko sem jaz pač prišla do tega odgovora, zakaj je kana na zahodu neljuba, sem rekla, jaz bom pa to ozavestila. Vse ženske, ki kano uporabljajo, ki želijo imeti nekaj naravnega na glavi, na svojih laseh, pa mogoče dajajo zaradi nevednosti ali pa zaradi nekontrole, mogoče še hujšo kemikalijo na glavo, kot če bi dale sintetično barvo na lase. In seveda moj drugi korak je bil ustanovitev podjetja. Od tega je zdaj že 15 let. Tako, hvala. To je enormen uspeh. Ja, in seveda začelo se je po korakih, ni bilo to nek velik biznis, meni je bilo pomembno, da ozavestim ženske in da jim seveda ponudim kano, ki je res čista. To se pravi, ne, ki je že nekje predelana in je nekaj noter in tako naprej. To se zelo pozna tudi iz članka, ne? Ko sem zaznala prve članke, ko je pisalo, da jih pobarvate, ne, 10 € stane in še tisto barvo zaračunate zraven, ne. Ja. Tako, okej, tukaj se pa res vidi, da nekdo dela z dušo in da je hotel samo, da čim več ljudi to sproba in mi je bilo prav toplo pri srcu, ne. Ja. Začetki, ko sem brala vaše. Tako, moji začetki so bili pač predavanja po ekoloških prodajalnah po Sloveniji, kjer so pač moje izdelke prodajali, in odziv je bil res velik. No, tam smo tudi vedno en primer, eno žensko, en model pobarvali. In ta glas, a ne, o tem, da kana pa ni škodljiva, da kana je pa dobra, ne, se je začel širiti. In počasi so tudi frizerji me začeli kontaktirati, a ne, ker so pri svojih stranke se niso več hodile barvati, ampak so se pa hodile strižiti. In potem so frizerke videle, da ta las te stranke je vse boljši in boljši, a ne, in vse lepši. In zaradi tega so me začele kontaktirati, ker so ugotovile, da pa potreba po ekološkem barvanju ali pa naravnem barvanju ali pa rastlinskem barvanju las je vse večja, tako da so se takrat začeli odzivati tudi frizerji. Ni pa kana edina rastlina, ki jo barva, in kot tukaj vidim, ne, imava kar ogromno v bistvu že tudi različnih barv.
različnih rastlin, torej ni res, da če se barva z naravnimi barvami, si lahko samo rdeč. Ne? Ja, prav ta stereotip, da ko se reče kana, se takoj asociira na rdečo barvo las. Ta stereotip je bilo treba prebiti, to se pravi, ga je bilo treba razpršiti. Na našem planetu obstajajo samo tri rastline, ki ustvarjajo tak pigment v svojih listih, da lahko pride v naš las in jih tudi ubarva. In kana je samo ena od teh treh. In kana je v bistvu podobna neki živi meji, raste ob obrobu puščav in rabi vročino, da ustvari pigment v svojih listih, mora biti konstantna temperatura nad 36 stopinj Celzija. Tako da ni to tista rastlina, ker včasih ženske mislijo, da je to tista kana, ki one imajo v vrtu in jim lepo cveti, ne oranžno ali pa rdeče. Potem druga rastlina je indigo. Indigo ima moder pigment, ravno tako ta pigment naredi v listih in če kombiniramo kano in indigo, dobimo različne rjave odtenke, las. Potem je pa tretja rastlina, je pa najmanj znana ljudem, je pa sena. Sicer tisti, ki pogosto uporabljajo čaj za odvajanje, vejo, da če grejo v lekarno in prosijo za čaj za odvajanje, jim dajo senin čaj. Vse te rastline so tudi zelo zdravilne. No, sena pa v svojih listih naredi zlat pigment. Zato jo uporabljamo kot neko belo tempero, kadar hočemo malo svetlejšo rjavo barvo narediti, ali pa za barvanje osivelih naravnih blondink, ali pa za barvanje, bom rekla, sivega lasu, kjer hočemo ustvariti nek blond odtenek, ali pa ginger, ali pa tako, take svetle odtenke. Ja. Evo, super, to bova pol tudi prikazali, pa bova še kaj več v barvah. Mogoče še za začetek, se pravi, ta znamka je nastala 15 let nazaj, od kje ime? Prav etnobotanika. Najprej je bila ustanovljena blagovna znamka Zakladnica narave. In logotip sem naredila sama. Zaradi tega, ker sploh nisem računala, da se bo bom rekla, ta posel razširil tudi izven meja Slovenije. In takrat sem želela nek ime, ki bo povezan z naravo, rastlinami. Potem pa po 5 letih se je posel začel razvijati tudi izven Slovenije in je bilo treba to ime blagovne znamke ni bilo sprejemljivo za tuje tržišča, in v meni tudi skozi poznavanje rastlin, skozi poznavanje las, skozi posel, je v meni dozorevala neka drugačno zavedanje o rastlinah, o naravi, o laseh. In ko sem prvič slišala besedo etnobotanika, sem spet rekla, to je to. In sem šla gledati, kaj to pomeni. Etnobotanika je pravzaprav zelo nova znanstvena veda, ki proučuje relacijo med človekom in rastlino. In sem rekla, ja, to je to. In kot zanalašč, kot če bi vesolje vedel, kaj jaz rabim, mi je še poslal preko enega prijatelja eno sliko, Zeleni človek se imenuje, in je tudi, to je logotip, to je zeleni človek. To je logotip, ki smo ga izbrali za etnobotaniko, ampak osnova, mislim, izpeljanka je iz ene orgonitne slike tega mojega prijatelja, zeleni človek. Kako pa je glede zdravja las, lasišča? Koliko smo ozaveščeni glede tega, kolikrat bi bilo priporočljivo si tudi prati lase, kaj sploh pomeni zdravo lasišče? Jaz, ko sem se začela, to se pravi s kano, sem začela proučevati tudi lase, lasišče in sem ugotovila, da
prva osnova za zdrav las je zdravo lasišče. Ugotovila sem še eno stvar, ljudje se ne zavedamo, kakšno vlogo imajo lasje na naši glavi. Niso samo, če gledamo, v šoli nas učijo, ja, lasje so, zato jih imamo, da je zaščita, lobanje pred vročino, pred mrazom, Ko pa se ti spustiš malo globje, ko delaš z ljudmi, ko barvaš lase z rastlinami, dobiš neka subtilna sporočila. Potem sem začela iskati strokovno literaturo o lasišču, tudi o laseh, nekaj jo učijo tudi na frizerski šoli, ampak moj osnovni poklic ni frizer. Ampak imam pač srednjo medicinsko šolo, zato me to tudi bolj zanima. Neka rdeča nit skozi moje življenje je vedno skrb za zdravje, pa neka komunikacija z ljudmi. No, in potem, ko sem šla gledat, kje raste las, iz česa raste las, sem ugotovila, da las raste pravzaprav iz krvi. Zato danes lahko iz enega lasu našega, naredijo zdravstveno, to se pravi analizo stanja telesa za celo dobo, kolikor je star ta naš las. Recimo, ko gremo v laboratorij, nam pač pokaže, laboratorijski izvidi pokažejo stanje organizma v tem trenutku. In v laseh je pa vse, tukaj nič ne moremo skriti, se pravi, kaj smo jedli, kaj smo pili, kakšna zdravila smo jemali, kakšne droge smo jemali, če smo jih jemali, Vse je zapisano v lasu. In me je las potem spominjal na deblo drevesa, V deblu dreves tudi biologi lahko pogledajo, kdaj je bilo sušno leto, kdaj je bilo dosti dežja, kdaj je bila kakšna strupen dež in tako naprej. To se vidi v teh zarezah v lesu. Ravno tako se to vidi vse v laseh. No, in potem, ko sem videla, da las raste iz krvi, je direktno povezan z našim krvnim sistemom in še vsako lasno korenino obvija živčni končič, to se pravi, lasje so povezani tudi na naš živčni sistem. Del, to se pravi, lasišče je en svoj ekosistem. Ima 28 vrst bakterij živi na našem lasišču in je ustvarjen, bom rekla, kot en sam ekosistem. In ker tukaj ni podkožja, grejo vse snovi, ki jih mi damo na lasišče, direktno v krvni sistem. Direktno, v 26 sekundah so znanstveniki pač tam začeli meriti, Tako da ni vseeno, kaj si dajemo na lasišče, vseh teh preparatih. In ženske so vedno bolj ozaveščene o tem, Vedno več se piše o tem. Bom rekla, prehod do barvanja las z rastlinami je postopen pri vsaki ženski. Postopen. Zaprav, najprej se začne z neko splošno ekološko ozaveščenostjo. Potem ozaveščenostjo, kaj poje. Potem tretja stopnja je, kaj da na kožo, kot v obliki kozmetike. Ampak, ker so lasje tudi, bom rekla, eno sredstvo neverbalne komunikacije, je prehod iz tiste naše ustaljene barve las, ki jo dosežemo s sintetično barvo za lase, do iti nekam v neznano in potopiti se v neznano rastlin in jim zaupati, tukaj je en korak poguma, bom rekla. Zato je ta korak zadnji
v tej ekološki ozaveščenosti. Pa če premislim racionalno, kako je to bizarno, se pravi, bolj zaupam kemiji, kot kar neki rastlini, nekemu znanju. Pa še tole mi je padlo na pamet, da glih zato, ker vse kaže v laseh, je verjetno so lasje zaradi tega tudi tak simbol lepote in pravijo, da dolgi lasje in lepi, zato je tudi taka želja, tudi da bi to imele, ker v bistvu odraža, da je človek tudi verjetno zelo zdrav. Tako, lasje odražajo zdravje našega telesa, in lasje, z lasmi se mi poistovetimo, z lasmi mi kažemo notranje stanje, tako da so lasje kot en most med našo notranjostjo in okolico, kjer smo, to se pravi v tem področju. Obstajajo pa tudi študije, da so lasje dobesedno neke antene za lovljenje kozmične energije, in jaz sem 2 leti posvetila zbiranju literature o navadah, bom rekla, kako v preteklosti, kako so ženske ravnale z lasmi in te navade, recimo, v sakralne objekte ti ženske ne smemo iti brez pokrivala. Zakaj to? Kaj to pomeni? To pomeni to, da naši lasje so tudi lovilci energije, in mi to energijo pač prinesemo lahko, lahko je to dobra energija, lahko je to slaba energija, ampak zato pa moramo v sakralne objekte iti pokrite, tudi na pogrebih in tako je treba biti pokrit. In tudi vem, da včasih so morali zelo paziti, kdo je rezal lase, kdaj, in to je bil tako prav obred, da se odstrani. Mogoče kaj več o tem, kaj ste ugotovila? Mene najbolj, to smo vse prebrala, in mene pa najbolj moti ta paradoks. Vemo, da določene kulture gojijo ta kult dolgih las. Naprimer, bom dala za primer Indijo. Tukaj imamo dve ločini, bom rekla, kjer sta čist kontra. Mi imamo v Indiji Sikhe, ta verska skupnost Sikhov, oni nikoli v življenju si ne ostrižejo las. In oni jih imajo pod turbanom. Te črni turbani, Sikhi imajo vedno turbane in vedno imajo glavniček za lase, ki je njihova osebna stvar, in bodalo. Oni so zelo militantni. Potem imamo pa na drugi strani recimo budistične menihe, ki si pa brijejo glavo. In to mi je zdaj, kako zdaj to, in našla sem odgovor pri enem sikovskem verskem, kako bi rekla, voditelju, ki živi v Kanadi. In on je napisal, da če imamo mi dolge lase, to se pravi, ta naša intuicija ojača in lahko dobimo signale iz okolja, jih sprejmemo, in jih lahko tudi prevzamemo. Ko pa mi lase ostrižemo, pa mi to vez z okoljem prekinemo, to se pravi, kadar se hočemo izolirati, kadar hočemo biti sami s sabo, takrat se lasje ostrižejo. Obstaja pa v Indiji tudi templji, kamor ženske pridejo na zdravljenje, in prva stvar, ki jo naredijo, je ostriženje las do golega. Pač čisto na kratko ostrižen. Ker lasje, glih zaradi tega, ker rastejo iz krvi, vejo, kdaj smo bili mi bolani. To energijo bolezni ali pa žalosti ali pa stresa nosijo v sebi. Da vsaj v naši zahodni kulturi tudi zelo velja, da takoj, ko se razidemo s kakšnim partnerjem, povem, prva stvar se rada ostrižem, tudi sama imam to izkušnjo.
da sem po enem razmerju si prav želela sprobati in sem se ostrigla na zelo kratke lase, ker se mi je pa zdelo, da se čist preveč zanašam na te dolge lase, na to ženstvenost, ki jo lasje prinese, in ko me je začel biti strah, kako bi bila brez las, sem rekla, pa gremo v to, ker ne maram imeti nobene stvari, da me pol drži, a ne. Ja, ja. Tako da sem tudi to preizkusila. Tako da to pa tudi verjetno ste pri svojem delu opazila. Ja, definitivno. Ženske Ja. počnejo. Jaz točno vem, ne, kadar ženska res hoče neko drastično razliko, vem, da se nekaj dogaja. Ali ima ljubimca, ali pa se ločuje. Ja, tako. Ja, neka prelomnica je v njenem življenju. Ponavadi, ko imam kakšne podjetnike pred sabo, zelo rada vprašam tudi, kakšni so izzivi, recimo pri temu, da imaš svojo blagovno znamko in da začenjaš tak posel, ne, tudi kakšna je podpora recimo nas Slovencev. Ja, moja pot, bom rekla, podjetniška pot je bila vodena iz srca. Ampak ker sem sama karakter, ki hoče vedno vedeti vse do konca, sem seveda se napotila najprej v Indijo, v pokrajino Rajasthan. Tam je glavno mesto za trgovanje s kanojo Sodžat. In tam sem si ogledala pač ene par predelovalnic, pravzaprav mlelnic, ker kana raste na poljih med puščavo in pa polji z kulturnimi rastlinami. In jo potem žanjejo s posebnimi srpi, liste posušijo in potem listi se meljejo v prah. No, in ogledala sem si par teh obratov, težko rečem temu obrat, ker to si mi sploh tukaj na zahodu ne znamo predstavljati. To je neka šupa, rečemo mi, šupa, samo vrata se tako zaprejo, okna niso zaprta, a ne, in noter se melje na nekih starih strojih, ke ropotajo, ne moreš se pogovarjati, a ne. Ljudje so vsi zeleni od tega prahu, nimajo zaščitnih sredstev, bosi hodijo po tem prahu kane. No, in da ne bom predolga, v glavnem jaz, ko sem to gledala, mene je bilo groza, in še potem, ko so povedali, da po 2 letih večinoma teh delavcev morajo zamenjati, zato ker zbolijo, ker se jim ta prah nabere v pljučih, a ne. In sem prišla zvečer v hotel in sem razmišljala, Sonja, a ti želiš v tem sodelovati? In seveda ne, a ne. Ne, zakaj bi jaz tukaj na zahodu spodbujala uporabo nekega izdelka, ki tam v tretjem svetu povzroča bolezen in lahko tudi smrt. No, in potem je mogoče naslednji dan, ne, prišel v mojo glavo odgovor. Odgovor je bil takle, mislim, da je to Dalaj Lama enkrat rekel. In je bil glas, ki je rekel, Sonja, ne moreš spremeniti sveta, lahko pa spremeniš sebe. In takrat je bilo meni to jasno, da jaz moram poiskati partnerja ali pa dobavitelja, ki bo imel tak moralen pristop in te vrednote, kot jih imam jaz. In če bi tisto noč nekomu rekla, tam v tej družbi, kjer sem bila, da bom tacga našla, bi rekel, ti iščeš šivankova v kupu sena. Tega ni mogoče dobiti. Ampak meni je vesolje poslalo mojega brata, ki je lastnik polj z rastlinami, ki jih mi ponujamo. Ima moderno, bom rekla, predelovalno halo, vse z GMP standardi, a ne. Vse rastline k nam pridejo direktno iz Indije, a ne, ne stojijo v nekih skladiščih,
in pri nekih veletrgovcih, a ne, direktno je dobava k nam v Slovenijo. In še eno stvar bi rada povedala. Na slovenskem tržišču obstaja veliko blagovnih znamk, nemških, ne vem, indijskih, kakorkoli. Ampak vse te blagovne znamke prodajajo mešanice. A ne, vi imate pač embalažo, gor piše rjavi lasje, pa so mogoče še naslikani, a ne. Mi se tega načina prodaje nismo šli. Jaz nisem želela. Zakaj? Zato, ker vsaka rastlina ima svoj potencial in vsaka rastlina se more pripraviti na drugačen način. Ko se bova barvali, bova pokazali, jaz sem že včeraj zmešala seno in kano, ker morata biti en dan zmešani, da iz svojih celic izločita dovolj pigmenta, da bo lepo obarval tvoj las. In če mi recimo indigo, ki ga bova pa naredile zdajle pred barvanjem, pa jaz rečem, da je moški, ker on takoj spušča pigment, a ne. Kana in sena rabita čas, tako kot ženski, to sta popolnoma ženski rastlini, sta maratonki, a ne, in rabita več časa, da izločita pigment iz svojih celic, dočim indigo, on je hiter, ne, kot šprinter, moški so šprinterji, ne, moški, indigo je moški in zato se indigo pripravlja drugače. In zdaj, če vi kupite mešanico, ki ima vse te rastline skupaj, ena ali druga ne bo delovala. Ali bo deloval indigo, ne, pa kana pa sena ne bosta, a ne delovala tako, kot bi bilo treba, in potem se obarva samo ovojnica lasu in taka barva se potem spira. Če pa mi rastline pravilno pripravimo, tako kot one želijo, da so pripravljene, ne tako kot mi želimo, takrat barva gre globoko v las, poišče v našem lasu naše pigmentne celice, se na njih prilepi in ostane. Prav sem toliko navdihnjena, ko slišim te zgodbe, ker včasih se meni, da pogrešamo ravno to, ne, da vidimo, da se da tudi na ekološki način, na naraven način in da ni vse samo, da gledaš profit, pa a ne, ker kar zdaj sama zaznamo v marketingu je to, da se vse premalokrat gleda, ne, kako bo stvar vplivala na zdravje ljudi, ker proizvajalci, a ne, tudi če gledajo, ne vem, da si bo zdaj samo naredil zdravo maskaro ali pa, ne vem, zdrav puder, a ne, pa tudi če ima samo malo količino nevarnih kemičnih substanc, ko ti se šteješ, da imamo mi 16 produktov vsak dan na koži, ne, je pa situacija spet drugačna, ne. Tako da sem ful vesela, da to slišimo in da to obstaja in da bomo to zdaj vsi skupaj pogledali. Evo, zdaj, ko so se prestavile na tole, je prvo vprašanje, ki se mi poraja, če je v resnici samo sena, pa samo indigo, pa samo amna, pa samo kana v paketku, kako potem v bistvu ženske vejo, kakšno mešanico si pripravijo za svoj odtenek, in evo, sem že takoj našla odgovor v teh zloženkah, in je tudi na spletu, a ne, možno v bistvu vnesti svoje dolžino las, a ne, željeno barvo las in potem obstaja ta kalkulatorček, ki izračuna, koliko katerih snovi je treba vmešati, ne. Obstajata dva ali pa celo trije načini. Prvi hiter način je ta, da obiščete našo spletno stran www.etnobotanika.eu in kliknete na gumbek Izberi svojo barvo las. Dal vas bo to se pravi, na spletni strani boste prišli na podstran, kjer imamo naš konfigurator, in on vas vodi čez cel postopek, tako da na koncu pridete do željene barve las. To je prvi tak kratek postopek.
Zdaj, če si tam v našem konfiguratorju ne najdete pravega odtenka ali pa vam ni všeč ali pa si želite malo več pojasnil, takrat nam pišete na mail info@etnobotanika.eu, priložite svojo slikico las in napišete, kaj si želite, kakšno barvo las si želite. In mi vam potem damo vašo osebno recepturo. Tretja možnost je pa ta, da se najavite na oseben obisk k nam v LSC in potem pogledamo lase, določimo recepturo. Seveda to je za take, bom rekla, ženske, ki imajo specifične želje. Jaz imam recimo pramene. Kaj sta danes zame namešane? Kaj to pomeni? Ja. Zdaj, če pogledava lase, tvoji lasje niso samo prameni, ampak so tudi do tukajle posvetljeni, pravzaprav do tukajle posvetljeni. Tvoja naravna barva je temno rjava, z sivčki. Ti si idealen primer, da lahko v popolnosti povem, kako določam recepturo za vsako posamezno žensko. Prva stvar, ki je, moramo upoštevati kvaliteto las. To se pravi, posvetljen las je drugačna kvaliteta od naravnega lasu. In seveda tudi razlika v barvi je očitna. Zato sem za tebe zmešala seno, kano in pa indiko v enakih razmerjih. Kar bo na tem svetlem delu las naredili neko toplo lešnikovo barvo, tudi sivčki bodo lešnikove barve, tvoji lasje, ki so pa temni, bodo pa samo malo bolj žareči. Tako da se bo vse lepo prelivalo, pa bomo to potem videli na koncu, ne. Kaj so pa najpogostejše napake, ki jih ženske, ki se odločijo recimo za tak način barvanja in se odločijo, da se bodo pobarvale doma, kakšne napake delajo? Napake so lahko, da v bistvu tukaj pri ušesih, ko bomo videli na koncu, ko damo folijo, da to folijo potem kasneje odmikajo od ušes, da pustijo, da pride zrak do las, in se potem ta zmes na laseh izsuši, in kadar se zmes na laseh izsuši, potem ni barve. Ker za penetracijo, to se pravi za proces prodiranja pigmenta v las, je potrebna vlaga. Zdaj pa, če se dotakneva tega, da v bistvu to bo barva, ki bo zdaj z mano 4 ure na glavi, potem jo bom lahko sprala. In ja, se marsikomu zdi to veliko ali časa ali težje, kakor sintetično, pa bi se mogoče zato zdaj dotaknili slabosti pa sintetičnih, da bojo pol vsaka lahko pri sebi premislila, ali je to res toliko slabo tiste 4 urce, ali je slabše imeti eno tono kemije na glavi. Kaj je zdaj ta glavna Pri ženskah je, ko rečem, da je treba imeti tole goščo na lasišču 4 ure, to je največji šok. Rastline delujejo popolnoma drugače. Rastline, zdaj, ko vidite, ko nanesemo to goščo, to goščo je treba nanesti zelo bogato, da je dovolj gošče na laseh. Iz te gošče zdaj avtomatično že pigment od rastlin prodira v vaš las, ampak ne poškoduje lasu. To se pravi, ni treba, da odpre, ne potrebuje odprte ovojnice lasu, gre noter v las in zdaj zaradi tega, da je tega pigmenta dovolj v lasu, so potrebne te 4 ure. To se pravi, rezultat barvanja z rastlinami je pravzaprav naša naravna barva, in pa barva rastlin. In
jaz vedno rečem, da na koncu nastane ena simfonija, ki je sklad ali pa nek ples, skladen ples naše naravne barve las in pa rastlinskih pigmentov. A bi lahko rekli, da te rastline, kot sicer začimbe ali pa rastlina sama, tudi nekako pomagajo zdravju las, za razliko od tistih, mogoče sintetičnih, ki bolj sušijo, pa kemija, ki je bilo, smo zdaj slišali. Mi damo na lasišče kemikalije, škodljive kemikalije, potem to dobimo tudi v naš krvni obtok, v naše telo. In naše telo mora to vse potem prečistiti, skozi jetra prečiščuje, pa ledvica in tako naprej. To se pravi, se zastrupljamo, direktno, v žilo dobimo tisto kemikalijo. Če pa primerjamo delovanje rastline, to se pravi sena, kana in pa indigo, so vse zdravilne rastline in mi v bistvu, ko si to zdaj damo na lasišče, dobimo v telo vse zdravilne učinkovine teh rastlin in je tako, kot če bi popili nekih 5 čajčkov. Ja, kar je pa ogromna razlika. Ja, ogromna razlika. Pa ni samo to, zdaj, če pa gledam še, to je na naše zdravje, na telo znotraj, če pa pogledava na sam las, rekli sva, da sintetične barve vsebujejo eno zelo močno alkalno snov, ki odpre ovojnico lasu. In ko ti enkrat odpreš ovojnico lasu, ki je podobna ribji koži, luskasta je, ti tega ne moreš več nazaj zapreti. In z vsakim umivanjem, z vsakim fenanjem, z vsakim likanjem las ali pa izpostavljanjem toploti, se te luske še bolj odprejo in potem las postane krepast. Ne stoji lepo in pol rečejo ženske, ne vem, imam suhe lase, ampak lasišče imam mastno, konice las imam pa suhe, To je zaradi tega, ker las izgublja svojo elastičnost, svojo vlago, če nima zaprte ovojnice. Najbolj zanimivo pa mi je v brošuri, mogoče res za zaključek tega nismo omenjali, ker se mi zdi jasno, da če so tokrat izpostavljene, da so to rastline, se pravi, tako blagodejno delujejo, krepijo in tako naprej. Pol je to resnično, kaj je Saša Endile rekla, da to ona res lahko tudi pojela, lahko tudi jaz probam to. Seveda lahko. Za zaključek. Ja, izvoli, na en prst. Tako jo vsi videli, da evo, sem pogumna. Malo bo grenko, ker vse zdravilne snovi so grenke. Spomne me na njim. Ja. Pa sicer pijemo vsak. Zato, ker tukaj noter je sena, kana in indigo in je pol tak malo mešan okus. Prav zanimivo, prav všeč mi je ta izkušnja. Res je to prav, pomirjujoče videti, da obstajajo rešitve, ki ne škodujejo na koncu niti okolju, niti nam in tako kot sva se prej pogovarjali, preden se je kamera prižgala, da v bistvu, ko je ena rastlina dobra, jo uporabljamo za toliko več stvari, kokosovo olje pa lahko daš in usta lahko daš in na lase in na kožo in načeloma stvar, ki je zdrava, praktično ni, kam je ne bi smel, Tako, rečejo Angleži multipurpose, Ja, tako. Ja, narava pozna pač večdimenzionalnost, ne samo segmentacijo. Za zaključek, kakšni so vaši plani glede etnobotanike v prihodnje, kakšna spodbudna misel za naprej? Seveda so naši plani, predvsem za letošnje leto je plan krepiti to našo skupnost, to se pravi skupnost naših uporabnic, da imamo čim tesnejše stike, čim tesnejši pretok informacij, pa seveda
formuliranje novih ekoloških proizvodov za nego las in lasišča, glede na to, kakšne bodo kakšne potrebe se pokažejo pač strani uporabnic. Potem se na tej točki s Sonjo poslavljava, imava eno prošnjo, glede na to, da je to res, kot sva zdaj posvetili cel podcast temu, res za zdravje skupnosti in ljudi, da podelite to z ljudmi, ki veste, da ali imajo težave z lasiščem ali se barvajo. Zelo bova vesele tudi všečka na Instagramu, na YouTubu, tako da dobrodošli in upam, da se spremljamo naprej.